v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Moje ime je Franc Zadar in bom podpredsednik društva in bom vodil današnjo konferenco. Današnja konferenca ima ob svetovnem dnevu zdravja zanimiv naslov. So prehranska dopolnila res potrebna za zdravo prehrano? Z nami so eminentni govorci. Prvi bo primarij Matija Cevc, naš predsednik iz UKC Ljubljana, potem bo izredna profesorica Nada Rotovnik-Kozjek iz Onkološkega inštituta, pa profesor dr. Aleš Blinc iz UKC-ja in pa izredni profesor dr. Lovro Žiberna iz Fakultete za farmacijo. Konferenco snemamo, zato prosim vse, ki ne govorite, da imate izklopljene mikrofone, da ne bi prišlo do motenj. Če kdo želi, da ga ne posnamemo v lice, potem ne ima izklopljeno tudi kamero. Torej, govorci bodo dobivali besedo po vrstnem redu, vi pa boste lahko postavljali vprašanja govorcem na generalno dva načina. En je tako, da vprašanje zapišete v chat, in ali pa da dvignete roko, lahko se tudi samo vklopite, ker nas ni tako veliko, in postavite vprašanje. Odgovarjali bodo naši gostje po uvodnih predstavitvah. Po konferenci smo pripravili tudi izjavo za javnosti, ki jo bomo posredovali vam takoj, ko se bo konferenca končala. Tako, to mislim, da je bilo dovolj za uvod. Primarij Matija Cevc, naš predsednik iz UKC Ljubljana, ima besedo. Izvoli. Hvala lepa za besedo, pa tudi pozdrav še z moje strani, pa mogoče malce, da razložim, zakaj ob dnevu zdravja pravzaprav o prehranskih dopolnilih. Zaradi tega, ker pravzaprav ta naj bi bil pomemben element pri zagotavljanju zdravja populacije. Žal pa je tukaj pravzaprav velika zmeda. Če malo pogledate recimo po trgovinah ali pa po lekarnah, ki so skoraj take kot trgovine, polne raznih prehranskih dopolnil in različnih takih pripravkov, ki se prav tako deklarirajo za prehranska dopolnila, pa to v veliki večini vrstnic sploh niso. Kaj sploh je prehransko dopolnilo? Nekako po definiciji. To naj bi bila koncentrirani viri hranil ali drugih snovi s prehranskimi ali fiziološkim učinkom. V prehranska dopolnila pa so lahko dodana raznovrstne sestavine od hranilnih snovi, kot so že rekel, vitaminov, mineralov, aminokislin, esencialnih maščobnih kislin, vlaknin, pa tudi drugih različnih rastlinskih in zeliščnih žlečkov. Nažalost pa je dejstvo, da številni proizvajalci neredko dodajajo tudi druge sestavine, za katere mi niti ne vemo in ki so neredko pravzaprav zelo dvomljivega izvora in še bolj dvomljivega učinka. Namenjena naj bi bila ta prehranska dopolnila pravzaprav odpravljanju prehranskih pomanjkljivosti in vzdrževanju ustreznega odnosa določenih hranil ali pa podpiranju določenih fizioloških funkcij. Neredko pa je dejstvo, da proizvajalci svojim pripravkom pripisujejo še druge ugodne učinke, zlasti zdravstveno preventivne. Vendar pa prehranski dodatki niso zdravila in kot taki nimajo farmakološkega, imunološkega ali pa presnovnega učinka, oziroma saj ne bi smele imeti in delovanja. Zato je njihova uporaba ni namenjena zdravljenju ali pa preprečevanju bolezni pri ljudeh, ampak le izboljševanju funkcij. Ravno zato, ker to niso zdravila in nimajo takega učinka, Evropska komisija prehranska dopolnila regulira kot živila. In tukaj imamo že prvi problem, ker kaj živila vsebujejo, načeloma se nikoli ne nadzira. In pač pravni okvir je tak. Dejstvo pa je, da je medmrežje tudi, poleg naših trgovin in lekarn, preplavljeno z reklamami za taka in drugačna prehranska dopolnila, ker te predstavljajo izredno
pomembno komercialno dejavnost. Ocenjeno je bilo, da je leta 2022 bil ta trg vreden kar 164 milijard dolarjev. In se računa, da bo do leta 2030 ta trg vreden skoraj 330 milijard evrov. In jasno je, da kadar je tak trg, kadar se toliko denarja vrti, da so tam pravzaprav vedno na mestu razne manipulacije, še zlasti, če ni nadzora in ni sankcioniranja. Dejstvo je tudi, da trg s prehranskimi dopolnili ni ustrezno nadzorovan in se tako prehranska dopolnila prodajajo, kot so že rekel, se ta dopolnila prodajajo in so izrazito dvomljive kakovosti, ker jih nihče kakovosti teh dopolnil, ker so formalno živila, nihče ne nadzoruje, še manj, to je pa tisto, kar je najslabše, se ne nadzoruje zdravstvenih trditev, ki te pripravke neredko spremljajo. V Evropi imamo sicer usklajeno zakonodajo, ki ureja področje vitaminov in mineralov ter njihove vire, kako se smejo uporabljati, ampak za sestavine, ki niso vitamini in minerali, pa Evropska komisija sprejela sicer določena pravila, ki naj bi zaščitila potrošnike pred zdravstvenim tveganjem. Žal pa je dejstvo, da tega pravzaprav nadzora ni in nihče ne upošteva pravzaprav teh pravil. Saj zdi se tako, če pogledate recimo samo reklame, ki jih vsak dan pred poročili recimo srečamo na televiziji. Številni te pripravki obljubljajo pravzaprav čudežne uspehe, od tega, da se bodo jetra popolnoma sčistila, da se bodo žile očistile vseh naplastitev, ne nazadnje se bo imunski sistem bistveno popravil, ampak dejstvo je, da te trditve, ki so tako navedene, pravzaprav sploh ne bi smele biti, kajti Evropska direktiva eksplicitno prepoveduje vsako zdravstveno trditev, ki ni dokazana z neoporečno raziskavo. In seveda vsi ti pripravki, oziroma velika večina teh pripravkov nima za seboj nikakršne študije. Seveda bi moral to nadzirati zdravstveni inšpektorat, vendar pa te, kot lahko vsak dan vidite v medijih, te svoje funkcije ne opravljajo. In zaradi tega se prodajajo pravzaprav te čudni pripravki z še bolj čudnimi trditvami in nihče ne ukrepa, ker se mi zdi skrajno neprimerno. Dejstvo je namreč tudi to, da so vsi ti pripravki so načeloma zdravi in ljudje, nevešči preverjanja, kupujejo tako mačka v žaklju, ker mislijo, da se bodo pozvišali holesterol, po možnosti še v 3-mesečni kuri ali pa kaj takega, kar je popolnoma napačno. In tukaj mislim, da je ena od funkcij tudi našega Društva za zdravje srca in ožilja, da slovensko javnost opozori na to, da naj bodo previdni pri kupovanju vseh teh pripravkov in da naj se dejansko posvetujejo z tistimi ljudmi o teh pripravkih, ki nimajo tržnega interesa, da bodo dobili ta pravo informacijo, ali je res nek pripravek tak, da izpolnjuje tisto, kar obljubljajo ali pa ne. Hvala lepa. Hvala lepa, primarij Cevc. V naši sredi zdaj, ker je malo zamudila, pozdravljam izredno profesorico Nado Rotovnik-Kozjek iz Onkološkega inštituta. Dobrodošla in zdaj je beseda vaša, izvolite. Dober dan tudi v mojem imenu in seveda hvala za vabilo na to tiskovno konferenco. Jaz bom pravzaprav zelo kratka. Prehranska dopolnila so nekaj, kar so danes marketing v veliki večini uporabljajo za to, da ljudem prodaja neke vrste upanje, da bodo na ta način rešili svoje zdravstvene tegobe, imeli boljše počutje in tako naprej. Seveda to je klasični mehanizem marketinga, ki ga vsi nekako zelo dobro poznamo in smo pač s tem danes soočeni. Veliko stvari, ki jih je povedal že moj predhodnik,
je takšnih, ki bi jih lahko sedaj tudi jaz ponovila, pa jih ne bom, ker mislim, da ste ključna dejstva pravzaprav slišali. Tisto, kar je tle seveda nekaj, kar jaz opažam kot zdravnica, ki deluje na področju klinične prehrane, ker klinična prehrana je neko tako področje medicine, ki se je izjemno razvilo šele v zadnjih letih in je precej neuravnotežen njen razvoj z področjem preventivne prehrane, to se pravi načini prehranjevanja, ki omogočajo, da se bo zmanjšala zdravstvena škoda v povezavi z prehrano. Kakor pa gremo na ta prehranska dopolnila, pa dejansko res vstopamo na področje posameznika, ker posameznik, ki kupuje, oziroma bi želel neko prehransko dopolnilo, skuša rešiti z nekim hranilom ali nekim derivatom iz neko snovjo, da bo popravil svoje zdravje. In tle se moramo seveda najprej vprašati, kaj lahko naredimo, da bo posameznik, ki načelno lahko dobi vsa ustrezna hranila in zadostno količino prehrane oziroma energije, če nima nekih posebnih presnovnih potreb, dobil iz normalne prehrane. In ko bomo prišli do točke, da bomo osvojili to znanje, ne samo vsebinsko, ampak tudi tako komunikacijsko, da bomo ljudem znali povedati, da je pravzaprav ustrezna strategija prehranjevanja za posameznika, kar je klasičen ukrep klinične prehrane, tisto, kar potrebujemo namesto prehranskih dopolnil, potem bomo začeli delati za zdravje. Jaz, ko gledam to z te plati klinične prehrane, moram reči, da imam veliko občutek, ubogi ljudje, ki to poslušajo. Prvič, prodajajo strokovnjaki, ki niso stopili skozi vrata medicinske fakultete, kaj šele kakšne druge podobne zdravstvene ustanove, prodajajo večinoma teorije, ne pa nekaj, kar poznamo na osnovi strokovnih priporočil ali pa kliničnih študij. In potem pridemo do tega, kar sem povedala na začetku, prodajajo ljudem upanje za zdravje, kar je pa, bi jaz rekla, etično sporno, ne samo to, da si kujejo dobiček, to je etično sporno z medicinskega stališča. In mislim, da številni zdravniki, ki so v zadnjih letih pridobili znanja klinične prehrane in tudi sicer z drugih področij medicine, ko vidijo, kakšna zdravstvena škoda je povezana s tem v prvi vrsti, ker ljudje potem se odmikajo od za njih primernih načinov prehranjevanja in to zamenjujejo z raznimi prehranskimi dopolnili ali pa še huje z nadomestki prehrane, kar je mimogrede tipična ultraprocesirana hrana, kamor spadajo tudi prehranska dopolnila in si delajo še dodatno zdravstveno škodo. In nekako pravzaprav ne vemo, kaj bi naredili. Ni naša naloga, da mi nekako igramo policaja na tem področju, to bi mogel narediti zdravstveni ali pa nekako bi rekla sistem, zdravstveni inšpektorji in podobno. Tako da gledano iz kliničnega stališča, kjer seveda teh problemov veliko srečujemo v naši ambulanti za klinično prehrano pri naših bolnikih, tako onkoloških kot drugih, vam lahko povem, da gre za ogromen problem. Proteinski dodatki so recimo trenutno najbolj prodajana prehranska dopolnila na svetu in iz tega se kujejo grozljivi dobički. Prej so bili to razni vitaminski ali multivitaminski preparati, sedaj so to proteinski dodatki in vse to ljudi odmika od za njih primernega načina prehranjevanja. Ob tem nalašč ne uporabljam besedo diete, ker danes s sedanjim znanjem se v dietah, razen kadar gre za neke posebne bolezni, na primer celiakijo, ne pogovarjamo več. In tle, če je to danes tiskovna konferenca, potem jaz mislim, da imate mediji tle izjemno veliko vlogo pri ozaveščanju ljudi in omogočanju tega, da dejansko o prehranskih dopolnilih razpravljajo strokovnjaki, ki se s tem dejansko ukvarjajo v medicinskem smislu, to se pravi v povezavi z zdravjem posameznika in ne tisti, ki bi radi v prvi vrsti nekaj prodali ali imajo kakšne ideje, ker to je tisto, po čemer pač ljudje posegajo. In še zlasti so
ne samo starostniki, recimo, ki imajo številne zdravstvene težave ali kronični bolniki, še zlasti so tle na udaru mladi, ki zelo hitro potem posežejo, ker je pač tako izrazito oglaševano in v tej dobi influencerjev tudi zelo spretno preprodajano, tako da tle obstaja zelo velik problem, kako bo zdravjem teh mladih v prihodnje. Hvala lepa, profesor Rotovnikova. Naslednji govorc je profesor Aleš Blinc. Izvoli. Hvala, sej lahko tudi zamenjamo, pa profesor Žiberna majčkeno več pove o prehranskih dopolnilih v športu, pa se bom jaz na koncu oglasil z enim takim komentarjem, pa o enih, bom rekel, zelo, zelo očitnih zlorabah, ki se po spletu pojavljajo. Prosimo profesorja Žiberno, da pove. Potem profesor Žiberna, izvolite. Ja, najprej lepa hvala, da ste me povabili na ta dogodek, ki ga ocenjujem kot zelo pomemben. Gre dejansko za eno problematiko, ki je bila več let spregledana in prav je v bistvu, da tudi v Sloveniji naredimo nekaj na tem področju. Zdaj, bilo je veliko povedanega že o uporabi prehranskih dopolnil, o neustreznem oglaševanju, o nekih zdravilnih učinkih, farmakoloških efektih pri bolnikih. Jaz bi se mogoče v tem svojem sklopu osredotočil na zdrave mlade, predvsem na športnike, tako rekreativne kot vrhunske, ki nekako predstavljajo verjetno enega izmed večjih tržnih deležev za vse te proizvajalce prehranskih dopolnil. Ocenjuje se, da bi naj povprečen športnik uporabil nekje 1,7 prehranskih dopolnil, to je nekako ocena, in nekje od 60 do 80% vseh vrhunskih in tudi rekreativnih športnikov uporablja prehranska dopolnila. Pojavlja se tudi trend, da z starostjo športnika oziroma med trajanjem športne kariere ta delež narašča. Tukaj gre tudi za veliko neznanja pri športnikih, saj nekateri za glavne razloge za uporabo prehranskih dopolnil uporabljajo, da je izboljšana regeneracija. Nekateri celo menijo, več kot polovica anketiranih športnikov, da gre za izboljševanje zdravja. 46% v eni anketi odgovorilo, da z uporabo prehranskih dopolnil izboljšujejo svoje telesne zmogljivosti. Samo 25% jih je odgovorilo tisto, kar načeloma bi naj bila prehranska dopolnila po svoji definiciji, in to je nadomeščanje neustrezne prehrane. Osnova športne prehrane, kakorkoli že pogledamo, je urejena prehrana in ne uporaba prehranskih dopolnil. O tem so že moji predhodniki govorili. Urejena prehrana vsebuje uravnoteženo kombinacijo hranil. Idealno je, da se športnik, še posebej, če gre za vrhunskega, posvetuje z nutricionistom, ki bi naredil nek načrt prehrane, ki upošteva vse od plana treninga, od njegovih posebnih lastnosti. In šele potem, v primeru, da ugotovijo, da gre za premajhen vnos določenega hranila, šele v tistih momentih se odloči za uporabo prehranskih dopolnil, ne pa a priori. Tukaj bi samo ponovil, enako kot je bilo že prej povedano, da je velja tudi za športnike iste problemi, učinkovitost in varnost prehranskih dopolnil nista testirani pred prihodom na tržišče, tako kot imamo recimo pri razvoju novih zdravil. In ta pomanjkljiva regulativa omogoča, da je ogromno prehranskih dopolnil neustrezne kvalitete. Bile so že številne raziskave tudi prehranskih dopolnil iz slovenskega tržišča, ki so ugotovila, da določena prehranska dopolnila niso ustrezna tako kvalitativno. To pomeni, da so bile določene snovi prisotne v prehranskih dopolnilih, ki niso navedene na embalaži, bodisi kot kontaminanti, bodisi kot tarčno dodajanje, včasih celo snovi z farmakološkim delovanjem. Zelo pogosto pa so bile tudi neustrezno kvantitativne sestave, kar pomeni, da je določena snov bila prisotna, vendar v povsem napačni vrednosti kot deklarirano. Recimo kot primer, če je pisalo 500, je lahko v eni tableti bilo 100, v eni tableti 1000. Bili so tudi primeri, ker določenih vitaminov, ki so bili oglaševani, sploh ni bilo prisotnih.
Ko gremo pa bolj tačno v šport, so pa določene prehranska dopolnila, ki zelo kreativno oglašujejo, lahko bi se izrazil, fiziološke čudeže, ne, recimo izboljšanje VO2 max, to je parameter, s katerim športniki opisujejo svojo vzdržljivost. Nekateri pripisujejo prehranskim dopolnilom na spletni strani takšne učinke, kot jih nima niti uporaba prepovedanih snovi v športu, kot so doping. Torej, dejansko lažno oglašujejo neke fiziološke čudeže, ki so seveda v sivi coni, kajti velikokrat tukaj ne gre za oglaševanje zdravilnih učinkov, torej po zakonodaji jih težko pač inšpektorat preganja, po drugi strani pa lažno oglašujejo neke učinke in na ta način pač ustvarjajo nek svoj dobiček, ki je seveda pri večini teh športnih prehranskih dopolnil glavn. Jaz bi samo v nadaljevanju izpostavil nekako 4 stebre, neke ključne kritične argumente, o katerih moramo razmišljati, zakaj ne uporabljati prehranskih dopolnil v športu. Začel bi najprej z mladimi športniki. Večina mladih športnikov nima potrebe po dodatnem vnosu hranil, vsaj pri tistih, ki nimajo določenega zdravstvenega stanja, kakšne malabsorpcije ali pa drugih kliničnih stanj. In v bistvu je ustvarjanje tega razmišljanja, da samo zato, ker si športnik in nekaj potrebuješ, je v bistvu že ustvarjanje dopinške miselnosti. Številne raziskave so pokazale, da nekateri športniki, če začnejo že v mladih letih, stari 10 do 14 let, za uporabo vnosa proteinov, aminokislin, kreatina in ostalih dopolnil, nekako razvijajo psihološko perspektivo, napačno paradigmo, da potem, ko postanejo profesionalni športniki, potrebujejo še nekaj več. In tveganje za uporabo dopinga je bilo v nekaterih raziskavah ocenjeno, da je 4-krat večje pri teh mladih, ki so začeli uporabljati prehranska dopolnila, v primerjavi s tistimi, ki so kot mladi športniki v bistvu imeli samo urejeno prehrano. To je nekako prvi kritični argument, zakaj prehranska dopolnila, če seveda za to ni klinične indikacije, naj ne sodijo v prehrano mladega športnika. Drugi pomemben argument je, da seveda znanstvena literatura iz vidika ergogenega delovanja, torej izboljševanje telesnih zmogljivosti, za večino prehranskih dopolnil ni dokazala nobenega vpliva. Le redka prehranska dopolnila so tista, kjer so z nekako skontroliranimi raziskavami dokazali blago mogoče izboljšanje telesnih zmogljivosti, pa še to ne v vseh raziskavah. V vsakem primeru tukaj ni takšnih učinkov, kot jih imajo tiste učinkovine v športu, ki jih smatramo kot doping. Torej, na spletnih straneh se pojavlja seveda lažno oglaševanje. Tretji argument, ki se mi zdi zelo pomemben in nekako tudi bistvo današnje konference, je, da prehranska dopolnila lahko resno ogrozijo zdravje. Imamo številne primere v literaturi, kjer so zdravi mladi ljudje, mladi športniki ali mladi vojaki, ki so pač uporabljali prehranska dopolnila zaradi tega, ker so bili seveda telesno zelo prekomerno aktivni, želeli so biti boljši, so doživeli resne klinične zaplete, ki so kot posamezni klinični primeri tudi v literaturi opisani, bili so razni srčni zastoji, akutni miokardni infarkti, akutne jetrne odpovedi in tudi določeni smrtni zapleti. Nenazadnje so se nekateri izmed teh dogodkov zgodili tudi na raznih maratonih pred očmi javnosti, zato je bilo veliko o teh prehranskih dopolnilih tudi zapisano že v številnih medijih. Spravi, nekatera prehranska dopolnila lahko imajo kot kontaminante določene snovi, ki delujejo simpatikomimetično in lahko pač koronarne žile med naporom, ko je tako ali tako že velika adrenalina v obtoku, še dodatno skrčijo in pač lahko pride do teh stanj z akutnih miokardnih infarktov. In še četrti, zadnji steber, ki je mogoč z vidika dopinga tudi zelo pomemben, še posebej, ko govorimo o vrhunskih športnikih, je, da je nekako 10 do 30%, to so bile tudi zadnje raziskave, ki so nekako prečesale to tržišče prehranskih dopolnil, ki so za športnike, da so v sledovih kontaminirane z snovmi, ki so v športu prepovedane. Tukaj najbolj pogosto prevladujejo anabolični androgeni steroidi oziroma njihovi prekurzori, potem razni beta-2 agonisti in tudi psihostimulanci.
Seveda športnik je sam odgovoren za vnos snovi, ne glede na to, ali ga je zaužil namenoma kot doping ali pa nenamerno kot primer uporaba nekega kontaminiranega prehranskega dopolnila. Zato seveda vse antidopniške organizacije po svetu opozarjajo športnike, da naj bodo zelo previdni, da naj se poslužujejo uporabe prehranskih dopolnil le v posebnih primerih, ko imajo za to seveda neko klinično potrebo, saj to predstavlja neko nepredvidljivo tveganje za nenamerni doping. In vsako leto je kar nekaj primerov športnikov, ki so testiranih pozitivno ravno zaradi teh kontaminiranih prehranskih dopolnil. Nenazadnje smo tudi v Sloveniji imeli nekaj teh primerov, kjer so športniki zaradi, tako kot je povedala Nada Kozek pred menoj, uporabljali nestrokovno svetovanje in so seveda uporabili prehranska dopolnila, ki so vsebovala tudi snovi, ki so prepovedane in so seveda bili izločeni iz tekmovanja, doživeli vse sankcije, čeprav to ni bil njihov primarni namen. Zaključil bi samo s tem, da v primeru, če se športnik odloči, da bi pa vseeno želel uporabiti prehranska dopolnila, trg prehranskih dopolnil danes vključuje okoli 500 do 600 tisoč različnih prehranskih dopolnil. Večina od teh ni izdelanih v kvalitetnih podjetjih, nekatera pa so, se pravi, nekatera imajo načela dobre proizvodne prakse, imajo tudi etiketo kot GMP označeno, tudi če gre za vitamin C ali če gre za magnezij in podobno, je na trgu nekaj tisoč produktov, ki bi ne vsebovali enako snov, niso pa vsi na enak kvaliteten način izdelani. Obstojijo določeni spletni portali, kjer se testira določena prehranska dopolnila in se ugotavlja, ali so kontaminanti prisotni in potem te rezultate tudi objavijo. Velikokrat ta prehranska dopolnila izdelujejo po praksi farmacevtske industrije, se pravi na višjem nivoju. Seveda so ti produkti nekoliko dražji in tukaj seveda nastopi problem, ko uporabnik išče najcenejši produkt, ki je velikokrat lahko nastal tudi pod narekovaj v garažnem podjetju, ki nima ustreznih aparatur, ustrezne čistoče, ustreznih standardov in tudi vhodnih surovin, ki niso preverjene. In tukaj se potem seveda lahko, mogoče bomo v nadaljevanju še kaj povedali o tem pasti spletnega nakupovanja, ker pa tudi inšpektorat nima svoje moči, da bi nadzoroval ta trg. Tako da to bi bilo zaenkrat z moje strani vse. Hvala za besedo. Hvala lepa. No in zdaj še profesor Blinc. Ja, hvala lepa. Jaz bom za začetek dve zgodbici povedal, ki ste mi šli skozi glavo, ko sem poslušal ta priporočila predhodnih govorcev. Torej, iz zgodovine poznamo, da so mornarji, recimo mornarji Krištofa Kolumba, ki so pluli čez Atlantik iz Portugalske v Ameriko, obolevali zaradi pomanjkanja vitamina C in so se jim oslabila vezivna tkiva, zobje so jim začeli izpadati, hitro so dobili podplutbe in tako naprej, skratka skorbut so imeli. In potem so čisto empirično pogruntali, da je to mogoče popraviti tako, da dajo na ladjo ogromne sode kislega zelja, ki vsebuje nekaj vitamina C in so potem te mornarji morali pod prisilo svojih častnikov in kapitanov jesti kislo zelje in so za začetek zelo jamrali, ampak potem so videli, da pravzaprav ne dobijo skorbuta. No, tle, če se malo pohecam, bi rekel, da če bila takrat 1400 pa toliko prehranska dopolnila, bi gotovo portugalska kraljeva mornarica delila tablete z vitaminom C, ne pa kislega zelja. En podoben primer je bil z reveži črnskimi sužnji, ki so na ameriškem jugovzhodu nabirali bombaž. Te reveže so hranili z koruznim škrobom pa maščobo. Niso dobili vitamina B in skratka razvijali so beri bolezen pomanjkanja vitamina B1 z oteklinami, srčnim popuščanjem, hudimi kožnimi spremembami, grozna bolezen.
In to se je vleklo v začetek 20. stoletja, ne boste verjeli, sužnjištvo že zdavnaj odpravljeno, ampak tisti osvobojeni sužnji, ki so nabirali bombaž, so jedli hrano brez vitamina B in so razvijali beriberi. Potem je trajalo blazno dolg časa, ko je en zdravnik to pogruntal, mu niso hoteli verjeti, da je to pravzaprav bolezen prehranskega pomanjkanja. No, kakorkoli, skratka, uravnotežena prehrana je v resnici izjemno pomembna. Ampak o tem smo slišali veliko. Zdaj, tisto, kar bi jaz povedal, je pa pravzaprav za konec spet povratek na začetek. Zdravje je takšna zadeva, kjer pravzaprav ga ni človeka, da ne bi imel kdaj probleme in vsak si želi probleme rešiti in v bistvu ljudje smo narejeni tako, da ko imamo nek problem, bi ga najraje rešili na nek magičen način. Z nekim instantnim postopkom, na hiter, nekaj, kar zaupamo, za kar mislimo, da nima stranskih učinkov, pa da bo problem rešilo. Ker prava medicina seveda določene stvari zmore, pravzaprav čuda zmore, ampak čuda pod narekovajem, pravih čudežev pa pravzaprav ne znamo, čarati ne znamo. Kakorkoli, na spletu se pojavljajo reklame za izdelke, ki pravzaprav nimajo ničesar skupnega, niti s prehranskimi dopolnili, niti z zdravili, ampak gre za neko čisto lažno obljubljanje upanja, recimo zdravila, očistila vam bodo žile. Če bi znali aterosklerozo odpraviti s tabletami, potem verjetno bi bilo to najmanj Nobelova nagrada in skratka splošno znano, ne bi to neki obskurne firme prodajale po internetu, ampak da si povečajo kredibilnost, v bistvu se dostikrat zgodi, da ukradejo sliko nekega obstoječega zdravnika, ponavadi relativno znanega, tudi meni se je to že zgodilo in je bila moja slika zraven takih čudnih reklam, popolnoma seveda neresničnih. In se mi je celo zgodilo, da so me pacienti v ambulanti sprašvali, ali to res obstaja. In sem potem moral pojasnjevati, da pravzaprav nisem imel popolnoma nič s tem. Tako da obstajajo pravzaprav reklame z očitnimi elementi kaznivih dejanj, ki mi je pa blazno težko stopiti na prste, ker se ponudniki kar naprej menjajo svoje serverje, ponavadi je to v drugi državi, kot pravzaprav se reklama pojavlja in potem tudi organi pregona ne morejo na to zanesljivo odgovoriti. Tako da v bistvu tukaj drugega ni kot zdrava pamet. Drugega ni kot zdrava pamet in seveda treba je upoštevati, da seveda kar se tiče prehranskih dopolnil, ne morejo nadomestiti uravnotežene zdrave prehrane, takih čudežev, ki bi rešila bolezni, za katera tako imenovana uradna medicina nima dobrih rešitev ali pa popolnih rešitev, pa nažalost tudi nimamo. Tako da to je pač realnost in z njo je treba živeti. Zdaj pa predlagam, da se posvetimo odgovorom na vprašanja. Nekaj je v četu, pa prosim gospoda Zalarja, da bo Hvala lepa. Zdaj so na vrsti vprašanja. Eno vprašanje smo že videli v četu in profesor Rotovnikova je to že pisno odgovorila. Vprašanje, ne vem, če ste vsi to videli, vendar bi ga prebral. Ali je pri športni vzgoji v osnovnih šolah predstavljen problem uživanja prehranskih dopolnil? Jaz predlagam, profesor Rotovnikova, da vendarle nekaj tudi poveste, da bodo vsi slišali od tega, kar ste napisali. Hvala. Ja, kot sem napisala, žal nimam podatkov o učnem načrtu in podajanju teh informacij v osnovnih in tudi srednjih šolah. Vem, da se vsekakor v šoli nekaj učijo o prehrani. Nas pa velikokrat povabijo, mene in sodelavce z področja klinične prehrane pa športne prehrane, za kakšna predavanja. In tisto, kar lahko pravzaprav enoglasno povemo, je to, da večine predavanja o tem, kako prilagoditi ustrezno prehrano za vsak dan, recimo pojesti zajtrk,
ali pa kako prilagoditi osnovno prehrano telesni dejavnosti, nekako ne zanima, ker se mi zdi to preveč enostavno in v današnji družbi, pač kot je bilo že večkrat poudarjeno, vsi nekako kar čakajo, da bo pa nekaj tako čudežnega ali pa na hitro učinkovitega in je ogromno, ampak res ogromno vprašanj o raznih teh ekstremnih načinih prehranjevanja, dietah in tako naprej. Vi morate vedeti, da ker reklamiraš neko dieto, različni guruji, hkrati tudi preprodajaš športna dopolnila večinoma, ker dieta pomeni neuravnotežen način prehranjevanja in moraš pač, kot je povedal profesor Blinc prej, dodajati nekaj zraven, da uravnotežiš tisto, česar ni. In vprašanja, ki jih dobivamo na teh predavanjih, so, kot rečeno, izključno vezana na diete in na prehranska dopolnila. Zelo malokrat ljudje vprašajo, študenti, učenci ali pa otroci v različnih športnih klubih, kako bi normalno hrano prilagodili, ker nekako, meni je to res zelo zanimivo, mi toliko veliko vlagamo v neke osebne dizajne, kakršnekoli že, in tudi jih drago plačujemo. Ljudem se zdi, pa da je denar za to, da ti bodo uredili prehrano, to se pravi, analizirali tvoje prehransko nose, glede na to, kdo si, kaj počneš in tako naprej. Ljudem se zdi to vse predrago, pa bi bil to en ključnih, rekla, dejavnikov, s katerim lahko vplivaš na ustrezno lastno prehrano. Ali če povem še bolj razumljivo, kako prenesti smernice tako imenovanega zdravega, uravnoteženega, kakovostnega prehranjevanja domov k posamezniku, kjer smo pač vsi različni, da bomo mi uspeli to nekako zavesti, da je to ta pravi prehranski ukrep. Je to pravzaprav edina kategorija, da ljudi na nek način streniraš, da vidijo, kakšne bučke jim prodajajo ti spletni ali televizijski preprodajalci, in da ti ljudje pravzaprav res grobo ogrožajo njihovo zdravje, ker potem se ukvarjajo s tem, namesto da bi se ukvarjali s tem, kar bi bilo res fiziološko ali pa pri določenih bolezenskih stanjih potrebno. Recimo, če se pogovarjamo o raznih stanjih, kot je večje fiziološke zahtevnosti, kot je povedal že prej profesor Žiberna, dejansko je to tako, da če imaš ogrožene pretoke, ki smo danes pač na spletni konferenci, revije srce skozi ožilje srca, pa možgane, pa tako naprej, in potem imaš neke ekstremne načine prehranjevanja, in potem jemlješ še spletna dopolnila, je v končni fazi, tako pri otrocih, ki tega seveda ne vedo in se tudi ne morejo zelo zavestno odločati, pa še starši velikokrat na njih vplivajo, ali pa trenerji, pa tako naprej, kot tudi pri odraslih, zlasti teh, ki imajo srčno-žilna obolenja, zelo hitro ogroženo njihovo zdravstveno stanje, še posebej, če v ozadju ta dopolnila ali pa prehranske strategije, poleg nekih farmakoloških učinkov, kot so bili navedeni, delajo že čisto navadno dehidracijo, ki je lahko zelo izrazita. Tako da, tle bi mogli biti na nek način potrebni, bi jaz rekla, sistemski ukrepi, ki se bi začeli v šolah in kjer bi učili učitelje, ki tudi niso nedolžni, mimogrede včasih učence in predvsem v prvi vrsti njihove starše, ker tisto, kar se je, se vidi pa doma, in tako da tukaj nas čaka veliko dela. Hvala lepa. Mi smo dobili na elektronski naslov 5 vprašanj še vedno pozivam, da izkoristite chat. Gospod Černelič je svoj komentar napisal še dodatno, kar seveda pomeni, da je pravzaprav podprl vse trditve vas govorcev. Zdaj bi pa jaz za naprej prebral še nekaj vprašanj. Prvo, ali naj športnik užije po treningu proteine iz sirote? Verjetno to leti tudi na mene. Ja, glejte, ključni vir proteinov, pa za tem stoji trda znanost, ne marketing, trda znanost. Za vsako telesno dejavnost tiči v glavnih obrokih. Tako da temeljno prehransko priporočilo je,
da je v vsakem glavnem obroku, pri vseh, ki so telesno dejavni, vsaj 25 do 30 gramov beljakovin, pa samo pomislite, koliko med vsemi poje to beljakovin v obliki mešanega obroka za zajtrk. No, zdaj pa pridemo na te proteine po športu. To je ena najbolj, rekla, perfidnih spletnih ali pa marketinških mahinacij, ki obstajajo. Povprečen rekreativni športnik bo zadosti proteinov, da bo nekako zregeneriral vadbo, dobil z obrokom, ki ga bo pojedel potem pred športom. Seveda je pa ob tem treba upoštevati še prejšnjo pravilo športne prehrane, da poje glavni obrok, kjer bo ta vir proteinov se medtem že razgradil do vadbe v aminokisline, ki bojo potem na voljo za vse učinke pač proteinske sinteze in drugih anabolnih procesov v organizmu. Tisto, kar športnik dejansko potrebuje, najbolj potrebuje strokovno gledano po vadbi, je, da si obnovi energijske zaloge. Ker s tem ne izboljša samo regeneracijo oziroma odziva na vadbo, temveč v prvi vrsti zaščiti zdravje. Vnos energijskih substratov, s tem mislim predvsem ogljikovih hidratov, je pomemben za obnovitev teh zalog, ki so se porabili med vadbo, za vzdrževanje imunskega sistema, ki je zelo aktiven med telesno dejavnostjo, in kar je nekaj, kar večina ne razume, za vzdrževanje zdravja hormonskega sistema. Vadba je stres in če nimamo zadostnega vnosa ustreznih virov energije po vadbi, se ta stres potem nadaljuje in hormoni, kot je na primer kortizol, nas potem še dodatno razgrajujejo, namesto da bi šli v neko obdobje regeneracije po vadbi, ker pač nimamo energije, da bi to naredili. Tako da to je seveda zelo, rekla, velik minus teh mitov te športne prehrane. Seveda imamo pa tudi skupine športnikov in zdaj bom tukaj poudarila starejše športnike, to se pravi tiste, ki imajo že ogroženo delovanje prebavil, kronične bolnike, ki velikokrat nimajo normalnega delovanja prebavil več. Za te bi bilo koristno, da bi pojedli po vadbi živilo, ki vsebuje tudi beljakovine, in današnja industrija, ki nam ponuja, ne vem, jogurte z višjim vnosom beljakovin ali pa celo mleko, pa kaj takega, in gre tle z velikim korakom nasproti, ampak zadošča že kruh z skuto pa medom, pa smo to zadevno zmagali, ampak to se zdi ljudem večinoma preveč enostavno, za proizvajalce pa seveda ne ponuja nobenega ekstra profita. Hvala. Gremo lahko naprej. No, mimogrede, bi se vrnil s tem mnenjem iz četa Centri za krepitev zdravja. So komentirali, oziroma nekdo je tam komentiral, ker ni imena, da oni izvajajo zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah. Bi pa bili veseli izobraževanj za nas izvajalce. Torej, to bi že bil en predlog, da za izvajalce v Centrih za krepitev zdravja predlagamo dodatno usposabljanje. Ja, mogoče tukaj še dodam, da mi za NIJZ, ki nekako tudi skrbi za izobraževanje ljudi, ki delajo v Centrih za krepitev zdravja, že veliko in dobro sodelujemo, in ko bo prišla pobuda z NIJZ, bomo vsekakor v okviru te sekcije za klinično športno prehrano poskrbeli tudi za dodatno izobraževanje. Ampak rabimo pa seveda njihovo pobudo. V Sloveniji že kar nekaj ljudi zna izobraževati tudi na tem področju. Hvala. No, zdaj pa naslednje vprašanje. Starostniki imajo upočasnjen metabolizem in tudi nezadostno koriščenje hranil iz hrane. Ali v tem primeru lahko brez posveta z zdravnikom odločijo, katera prehranska dopolnila bi jim koristila in jih kupijo? A se spet jaz lotim odgovarjanja? Ali profesor Blinc mogoče, ali kdo drug? Ne, kar lepo prosim, Nada, izvoli. Ja, ni res, da imajo starostniki vedno upočasnjen metabolizem. Lahko ga imajo, lahko ga nimajo. Tega ne vemo. Mi imamo trenutno pač v ta namen, smo se tudi izboljšali pri proučevanju stopnje metabolizma, tako da
tudi pri starostnikih, pri bolnikih, velikokrat so starostniki tudi kronični bolniki, kjer metabolizem ni upočasnjen, temveč je pospešen in če stradajo, je še bolj pospešen. Merimo indirektno kalorimetrijo, tako da res skušamo narediti prehransko obravnavo glede na energijske potrebe. Seveda, s tem samo nakazujem, da brez prehodnega strokovnega posveta zelo odsvetujem jemanje kakršnihkoli prehranskih dopolnil. Vedno je prvi ukrep izboljšanje vsakodnevne prehranske strategije, kar je v prvi vrsti tudi, če se plača, recimo, ker pa če nimamo mreže teh klinično-prehranskih posvetovalnic postavljene v Sloveniji, bistveno cenejši kot razno uživanje prehranskih dopolnil in večinoma se tudi pri starostnikih, če pa seveda ni neko akutno ali pa poglobljeno kronično stanje, da urediti osnovno prehrano, tako da se iz prehrane dobi tisto, kar potrebujejo in kar je zelo pomembno, tisto, kar si lahko privoščijo. Pri starostnikih ni samo problem to, da rabijo drugo strategijo prehranjevanja, ampak tudi to, da velikokrat nimajo sredstev, da bi posegali po hrani, ki je sicer bi rekla, beljakovinsko ali pa energijsko bolj primerna, ne samo bogata, ampak primerna. Tako da starostnik pa v resnici je mogoče prvi kandidat, ki bi to potreboval. In glede na to, da smo starajoča družba, je pravzaprav ne razumem, da se tako počasi premikamo v tej smeri, da bi ljudem to omogočili, ker to je eden od najbolj učinkovitih, najcenejših in tudi, bi rekla, ljudem najbolj prijaznih ukrepov, ekoloških ukrepov, kakorkoli hočete na to temo, za vzdrževanje in izboljšanje njihovega zdravja v starosti. Hvala. Gremo kar naprej. Kako je s probiotiki med drisko ali med jemanjem antibiotikov? Da ali ne? Zdaj gremo že malo podrobnosti. Lahko tudi jaz, če želite. Nimamo študij, probiotiki so zelo zanimiva kategorija, ki se sicer ekstenzivno proučuje, ampak kliničnih priporočil, tako kot na primer pri otrocih, ker vem, da se priporoča jemanje probiotikov med različnimi oblikami jemanja antibiotikov. Jaz nimam podatkov, da bi to posamezniku priporočila. Zlasti še, ker vemo, da s probiotiki v črevo uvajamo vseeno neke kako bi rekla, reaktivne snovi in naša mikroflora je zelo različna, tako da enim mogoče bi koristili, enim bi lahko naredili pa še dodatne težave, ki bi se na te organizme, kakršnikoli so že organizem odzval. Tako da trenutno strokovnega konsenza za neko splošno priporočilo ne poznam, lahko da obstaja kakšen, ampak jaz ga ne poznam in tega tudi v klinični praksi strokovno upravičeno ne moremo priporočati. Hvala. Torej iz tega vprašanja in odgovora bi lahko spet sledil en nasvet, da pristojni odločijo, da bojo kakšne raziskave naredili na tem področju. Raziskave pravzaprav... Dolaš tukaj pa se... Raziskav na to temo je veliko. Veliko, ampak absolutno niso vse daleč od tega v korist probiotikov. Točno tako, kot si rekla, Nada, nekatere so pokazale celo počasnejše okrevanje pravzaprav črevesja po škodi, ki jo naredijo antibiotiki, če vnašamo probiotike. Tako da tukaj je kontroverzna tema in pravzaprav nekega strokovnega konsenza ni, raziskave pa veliko. Črevesna flora je zelo v ospredju zanimanja strokovne javnosti. Tako da lahko pričakujemo v bodoče še marsikaj. Jaz bi pa samo še drobec dodal, da pred časom je bila v Sloveniji opravljena raziskava probiotikov in izkazalo se je, da samo 40% probiotikov, ki se pri nas prodajajo, je vsebovalo dejansko tisto, kar so deklarirali, da so. Skratka, spet enkrat kupujemo večinoma mačka v žaklju, pri čemer je sploh problem, če so ti probiotiki ali tabletka ali pa so kakšni jogurti, ker vemo, da te probiotiki, to večinoma so neki laktobacili, pa kaj takega, se morajo aktivirati, če naj bi sploh kaj naredili. Pričemer, kot sem že rekel, sploh ne vsebujejo tistega, kar obljubljajo. No, jaz, če smem biti še dodala, se upravičujem, da to govorim.
kako se pa dejansko tega lotujemo, ne, da ne bojo ljudje mislili, da se to nič ne da narediti. Naši dietetiki skušajo, ker imamo pa zelo velik drisk pri različnih oblikah zdravljenja raka ali pa kakih drugih bolezenskih stanjev v področju prebavil, da se prilagodi prehrana, kar se zelo da, zlasti vnosi tekočin in pač priporočamo pitje oralne rehidracijske soli in tako naprej. In nekako tisto, kar se meni skozi leta, ko gledam to področje probiotikov, zdi zelo obetajoče, je pa to, da je pa zelo priporočila uporaba prebiotikov. To so pa hranila, ki na nek način jih posebej radi jedo mikroorganizmi v prebavilih in se s tem vzdržujejo naši lastni mikroorganizmi, da so v boljši kondiciji tudi takrat, ko imamo različne oblike driske, teh je zelo veliko. Tako da se vedno da najti neka strategija in ni potrebno posegati po probiotikih, zlasti pa ne sam in brez neke specifične indikacije, ker tle, kot je povedal kolega pred mano, je žal stanje res tako. Vsako tako stanje pravzaprav zahteva nek strokoven nasvet, ne pa samo zdravljenja z nečim, kar ponuja žal velikokrat res marketing in tudi na področju probiotikov je tega neznansko veliko. Ampak mi, ko delamo zelo v klinični medicini, jaz ne bom nikoli pozabila leta 2008, ki je bilo sicer zame zelo težko leto, ampak tudi za nekatere paciente očitno bila je neka študija Patria, takrat smo imeli tudi v Sloveniji afero Patria, zato sem si mogoče tako zapomnila, ker so dajali bolnikom z akutnim pankreatitisom večje količine probiotikov, da bi takoj zvišali njihovo imunsko odpornost in se je bistveno povečala smrtnost v tej skupini. S tem nočem strašiti predvsem, ampak z vsakim poseganjem v telo ob določenem bolezenskem stanju moramo biti zelo previdni. Tudi, ko si enkrat bolan, siguren, če nisi pač strokovnjak sam, a ne zdravnik ali podobno z tega področja, res ne priporočam samo zdravljenja, ker nekako tudi lasci ne hodimo barvati kot avtomehaniko ali podobno. Hvala lepa. Imamo še dve vprašanji. Prvo, kako je v primeru srčnega in nevrološkega bolnika? Ali je priporočljivo jemati magnezij, omega maščobne kisline, koencim, B-kompleks za podporo srcu, živčevju, tudi če to priporoči takole na hitro zdravnik? Poglejte, tako je. Novejše oblike zdravljenja so take, da se je izkazalo, da na primer dodajanje omega-3 maščobnih kislin ne prinaša prav nobene koristi. Zdaj, ker se magnezija in podobnih stvari tiče, je pa spet seveda odvisno. To je treba pač pogledati, kakšen je nivo magnezija in pri določenih stanjih seveda je to smiselno, ampak kar tako na počez pa na poprek se pa to po moje ne sme, ker lahko seveda škodo delamo. Dejstvo pa je, da tudi pri teh stvarih je treba pol uporabljati preparate, ki so preverjeni saj do določene stopnje, ne pa kar tisto preko interneta po možnosti iz Kitajske, kjer boš poleg magnezija še svinc dobil ali pa še arzenik ali pa še karkoli drugega noter, ker je pač toliko nečistoč. Tako da, kot je bilo že danes mislim velikokrat rečeno, pri vsaki uporabi teh dopolnil je potreben razmislek in previdnost in se posluževati preparatov tistih, ki imajo preverjeno kvalitetno robo, vsaj jaz tako mislim. Hvala. In še to, kar smo dobili na elektronski naslov, zadnje vprašanje, nanaša se na nosečnice, ki imajo krče maternice. Ali naj uživajo magnezij trikrat na dan, je v vprašanju, kot je rekel ginekolog, je napisala gospa, ki je to vprašanje postavila. Očitno podobno vprašanje o nosečnicah govoriti, ampak poglejte, ravno tako je, kot pravzaprav velja za nosečnice, kot za starostnike, kot za vse,
v bistvu potrebno je pogledati, a je prehrana teh oseb zadovoljiva, a ne, nosečnost seveda pomeni posebne potrebe po prehrani. Zdaj, a ne, tukaj v navadi so bila določena prehranska dopolnila, folat in tako naprej med nosečnostjo. Verjetno tudi pri sicer zdravi nosečnici nek soliden preparat magnezija ne bo škodil, koliko bo pa pomagal, je pa seveda veliko vprašanje. Tako da verjetno bi bilo pametno se o prehranskih dopolnilih pogovoriti s svojim porodničarjem oziroma porodničarko ginekologinjo, a ne. Spet podobno kot je primarij Cevc predlagal, a ne, skratka, pa seveda tudi vsi ostali, skratka, po nekih strokovnih priporočilih, majčkeno je pa res treba pogledati, kako te osebe jejo in kaj dobijo s prehrano in kakšno je njihovo prehransko stanje, potem se je lažje odločati kot na pamet, a ne. Pa prosim, če me še kdo dopolni. Skratka, mi uporabljamo določena hranila kot farmakonutricijo. To pomeni, da uporabljamo večje količine hranil, ki bi jih sicer lahko dobili pri določeni osebi iz normalne hrane, kot nekako hranila za posebnim farmakološkim učinkom. V medicini je to področje farmakonutricije pravzaprav podprto z enakimi raziskavami, kot so podprte raziskave za uporabo različnih zdravil. No, in če grem z tega koncepta farmakonutricije na uporabo različnih prehranskih dopolnil, kot so omega-3 maščobne kisline in tudi magnezij v določenih situacijah, je to vedno odvisno od dveh stvari. Prva stvar je, da bomo mi z višjo količino vnosa tega hranila dosegli nek farmakološki učinek, za kar potrebujemo klinične raziskave, ki to trdno potrjujejo. Tle neka ideja o potencialnem ugodnem učinku ne koristi, ker s tem lahko delamo zdravstveno škodo. To se pravi, v onkologiji uporabljamo omega-3 maščobne kisline z dosti visoko stopnjo znanstvene potrditve za moduliranje vnetnega odziva pri kaheksiji, in to bi lahko prenesli tudi na določene druge oblike kaheksije pri drugih kroničnih boleznih, in to tudi bolnikom predpisujemo, pripravke, dopolnila z rekla farmakološko vrednostjo omega-3 maščobnih kislin. Zdaj, za kardiologijo nisem ekspert, tako da se v to področje niti nisem poglabljala in verjetno je tle primarij Cevc podal strokovno mnenje z področja kardiologije. Kar se pa tiče magnezija, jaz mislim, da je magnezij eno najbolj zlorabljenih prehranskih dopolnil, nekako se je kar integriral z ogromno marketinško pomočjo in tudi, bi rekla, s tem hudim placebo učinkom verjetno v športno prehrano, in s tem posledično potem verjetno tudi v druge vidike prehranjevanja. Jaz bi samo opozorila, da v nosečnosti uporabljamo visoke odmerke magnezija za zdravljenje eklampsije in je to zelo diferentno zdravljenje magnezija s farmakološkim učinkom, a ne, to je eno od nevarnih stanj pri porodnicah. Potem, kar se pa tiče samega magnezija, pa na to morajo odgovoriti kot dodatka. Če porodnica sicer že poje zadosti magnezija, kar ga večina izmed nas poje, ker je magnezija čez in čez zadosti v normalni prehrani. In pač nekako to morajo rešiti ginekologi. Kar se pa tiče na splošno jemanja magnezija, pa lahko mirno povem, da pretirano jemanje magnezija povzroča drisko, uporabljamo ga kot del recimo magnezijev pripravek za čiščenje pred kolonoskopijami, pred operativnimi posegi in tako naprej, in to se žal velikokrat odraža tudi v športni praksi. Tisti, ki dejansko rabijo magnezij, so pa tisti, ki imajo znižane količine magnezija v telesu, kar lahko na več načinov določamo v eritrocitih, v krvi in tako naprej. In tem praviloma dodajamo magnezij intravensko. Mi imamo precej veliko, vsaj za slovenske primere, skupino bolnikov, ki imajo prizadet tisti del črevesja, ki se magnezij ne more absorbirati, lahko dobijo vsa ostala hranila, ne morejo pa dobiti magnezija, in tem dodajamo edini dodatek dopolnilo magnezija v žilo, samo zaradi tega, ker tistega dela črevesja ni. Kot vidite, je vsakršno dodajanje prehranskih dopolnil pravzaprav zelo kompleksna stvar,
In zelo redko samo zdravljenje tle na nek način izboljša zdravje, se pa človek velikokrat izpostavi neželenim učinkom, še zlasti, če to jemlje redno in v nekritičnih odmerkih. Hvala lepa. A ja, še da pri prehranskih dopolnilih je ogromen mode. In žal tudi zdravstvena stroka občasno podleže tem modnim trendom in se občasno tudi priporoča kakšne stvari, ki niso tako 100% dokazane. Vemo sicer, da recimo dodajanja, da omega-3 maščobne kisline so koristne za razvoj plodovega možganovine in živčevja, vendar pa nikjer ni bilo doslej še dokazano, da bi prehransko dodajanje na to, ki je zelo vplivalo. Vsaj, kakor jaz vem. In verjetno velja, škode pa seveda ne. To je pa dejstvo. Ja, mogoče še to, glede na pripombo v chatu, da pomanjkanje omega-3 za 50% zviša tveganje za Alzheimerjevo bolezen. Zdaj jaz res ne vem, je to podlaga klinična študija ali je to epidemiološka študija, ker epidemiološke študije, kot veste, iščejo asociacije in možno, da je to ena od. Ampak, če se že odločamo, kaj bomo jemali, pa nočemo zdravstvene škode, za temi odmerki omega-3, ki jih vsebuje večina prehranskih dopolnilcev, neke zdravstvene škode, vsaj ne, da bi jaz vedela, dejansko ne moramo narediti. Edini resni pojavi so recimo povečanje možnosti za krvavitev, s čimer se ukvarjamo takrat, ki jih dajemo v žilo, ki jih dajemo tudi v žilo pri določenih bolezenskih stanjih. Ampak ja, omega-3 maščobe so mogoče še najmanj nedolžen eksperiment s prehranskimi dopolnili, ki si ga posameznik privošči brez neke resne zdravstvene škode, in tudi po ameriških podatkih. Enkrat sem brala eno ogromno raziskavo, katero izmed dopolnil, ki se prodaja v ameriških veleblagovnicah, bi pa lahko imeli nek zdravstven učinek, ne da bi si ljudje delali zdravstveno škodo in so samo omega-3 skozi padle. To se pravi, da nekako, če že potem to. Raziskave seveda tle bojo šle naprej, se veselim tega, ker to je mogoče res ena od modulatorskih substanc, kot že rečeno, mi jo že uporabljamo kot farmakonutricijo. Ampak za začetek, mogoče tip prehranjevanja, ki vsebuje več tega tipa maščob, tudi ni za odmet, ker v presnovi delujejo vse te sestavine sinergistično skupaj, in če jemo hrano, recimo, če že govorimo o olivnem olju, v Sloveniji imamo podobna olja, menda tudi bučno olje, pa dajmo jesti pravzaprav hladno stiskana olja, ki to tudi omogočajo, da imamo neke, bi rekla, bolj optimalne vnose in tako naprej. Ampak začnimo pri normalni prehrani. Najprej izboljšajmo to, potem pa kupujemo suplemente, če le lahko. Hvala. Zdaj je sicer še vprašanje o koencimu pri srčnem popuščanju, Q10. Bi še tu kakšno besedo rekli, potem bomo počasi zaključili. No, tudi koencim 10 je eden od zelo modnih preparatov, vsaj po mojem vedenju. Kakor jaz raziskave poznam, prepričljivih koristi od uživanja vitamina Q10 ni, zlasti je še itak problem pri absorpciji te substance. Mislim, da večina tistega, kar zaužijemo, gre itak skozi in je vprašanje, koliko se je sploh absorbira. Kar je marsikje pri vseh teh prehranskih dopolnilih tudi eden od problemov, ampak dokazov, da bi to kaj koristili, ni. Kolikrat ni dokazal, da bi dodajanje vitamina Q10 pomagali pri statinskih miopatijah, ker to je bilo eno od glavnih pravzaprav priporočil včasih. Definitivno ni nič pomagali. Še profesor Rotovnikova, boste vi še na to vprašanje rekli? Torej to... Na te isto vprašanje Q10. Ja, to sem mislil, ker sem videl, da imate priznanje. Skratka, jaz mislim, da ste dobili odličen odgovor. Q10 ob zanimivih teoretičnih izhodiščih vsekakor, moram priznati, ima potem številne druge probleme, da bi lahko govorili o njegovi učinkovitosti. Najprej njegovo drugo ime je ubiquinon, vse povsod ga najdemo v večini hrane,
če že, a ne, in druga stvar so potem ti farmacevtski vidiki, absorpcija preparata in tako naprej, kliničnih raziskav. Jaz niti ne poznam, da bi lahko o njegovi učinkovitosti sklepali. Tako da do te mere, kot sem se jaz ukvarjala s Q10, menim, da je primarij Cevc odlično odgovoril. Nimamo ga v nobenih priporočilih in tako naprej. Pa teoretična izhodišča so pa tista v veliki meri res, da je to eno od dopolnil, ki ljudem vzbuja upanja. Ja, hvala. Zdaj se še kar pojavlja vprašanja. Vitamin D3, preventiva pred multiplo sklerozo pri nekaterih posameznikih. Bo še kdo odgovoril na to vprašanje? Bom mogoče jaz na vitamin D3 odgovorila. Mogoče ta vitamin D3 ni v danes. Mi smo leta 2000, ne vem kjerga, 6-4 pokazali na Aspen kongresu v ZDA našo študijo pri bolnikih z odpovedjo prebavil, ki je pokazala, da imajo tako nizke nivoje vitamina D, da je bilo to evidentno povezano s tem, da imajo odpoved prebavil in smo si zelo prizadevali, da bi pač tem bolnikom nekako uspeli na drug način spraviti vitamin D v telo, ker primernega intravenskega preparata takrat še nismo imeli smo ga samo kot del drugih lipidotopnih vitaminov. No, tako da mi že leta gledamo nivoje vitamina D3 in jaz bi to priporočila ogroženim prehranskim skupinam tudi za naprej, da se potem tudi ustrezno zdravijo. Jaz nisem nagnjena k splošnim priporočilom za jemanje česarkoli, če ni potrebe in če lahko pogledamo. In seveda v tem smislu so bolniki z multiplo sklerozo vsekakor tudi potencialno prehransko ogrožena skupina in zato se tudi njim, tako kot drugim skupinam kroničnih bolnikov, v njihovo spremljanje priporoča tudi spremljanje nivoja vitamina D3. Če nekaj drugega, lahko pač glede na metodologije, ki jih imamo danes, vsaj skušamo vzdrževati nivoje v primernem nivoju in na ta način skušamo morebiti jasnih kliničnih študij, tle ne poznam z tega področja, preprečiti morebitno zdravstveno škodo povezano s tem. Na splošno, če nam česa manjka in če ne moramo dobiti normalno hrano, niti s prilagajanjem le-te, potem uporabljamo dopolnila. To je njihova temeljna definicija, takrat, ko drugače ne gre, dopolnimo. In če bi dopolnila mi uporabljali strokovno gledano na ta način, potem te konference danes ne bi rabili. Danes imamo konferenco ravno zaradi tega, ker se to ne dela tako. In še nekaj, kar sem že malo omenila, vedno več se govori o nevarnostih ultraprocesirane hrane. To je ključna nevarnost prehranska, bi jaz rekla, na katero pozabljamo in ni povezana ne z rastlinsko, ne z živalsko prehrano. Vsa prehrana je ultraprocesirana in dopolnilo, če ga hočeš imeti, je v osnovi ultraprocesirana substanca, ki jo potem vnašamo v telo. Recimo mi imamo enega bolnika z odpovedjo ali pa hudo prizadetostjo prebavil, ki je pojedel tekom življenja neznansko število prehranskih dopolnil. Še takrat, ko je bil hospitaliziran, je samo o dopolnilih razpravljal, kaj bi, da bi bilo boljše. In seveda to ne moreš dokazati, ampak če gastroenterologi niso odkrili drugega vzroka za odpoved prebavil, bi jaz rekla, da glede na to, koliko dopolnil je ta človek pojedel, je to verjetno razlog, da mu je, če karikirano povem, požgal črevesno sluznico, tako da ima resno malo absorpcijo in potrebuje dodaten nos hranil parenteralno, to se pravi v žilo. Skratka, to ni igra, s katero bi se brez večje zdravstvene škode lahko igrali. In v sedanji, bi rekla, tudi splošni sferi, ki se veliko pogovarjamo o prehrani, je to mogoče tudi dobro izhodišče naprej, da se preusmerimo v ustrezno prehrano za posameznika in s tem tudi na nek način posredno zmanjšamo nevarnosti prehranskih dopolnil. Danes smo jih videli v celem spektru, od mladih do starejših, od zdravih do bolnikov. Ampak seveda zato je potrebna neke vrste mreža strokovnjakov, medijev, ki pokažejo pač nekaj volje, da se bodo s tem ukvarjali. Hvala lepa. Mislim, da bi zdaj lahko počasi zaključili.
Če lahko jaz nekaj dodam, če mi dovolite. Ja, izvolite. Ja, jaz bi samo še eno dodatni argument o prehranskih dopolnilih dodal. Seveda, ko govorimo o koencimu Q10, vitaminu D3 in ostalih prehranskih dopolnilih, ki imajo neke teoretične osnove, se moramo seveda vprašati, ali bo produkt, ki ga bo potrošnik v nekem samozdravljenju oziroma sami prehrani kupil, ali bo dejansko vseboval to, kar je deklarirano. In tukaj se pojavlja v bistvu v tem momentu mogoče celo večje tveganje pri uporabi teh produktov, kajti ni nadzora, tako kot pri zdravilih. Se pravi, pri zdravilih je potrebno proizvodne serije kontrolirati tako kvalitativno in kvantitativno, pri prehranskih dopolnilih tega ni. Se pravi, tudi če bi bolnik potreboval recimo vnos vitamina D3, je ključno vprašanje tukaj, kateri produkt naj v bistvu kupi, da bo dejansko dobil tisto predpisano količino. Kajti analize različnih prehranskih dopolnil iz trga kažejo, da včasih je vsebnost vitamina 0, včasih je v 3-kratnem pribitku in lahko v bistvu posameznik prekorači nenamerno te predpisane smernice. Tukaj je v bistvu en manjko regulative, kjer v bistvu lahko strokovnjak se pravilno odloči, da bolniku ali pa posamezniku predpiše, posameznik z dobro željo kupi produkt, ni pa nujno, da je kvaliteta tega produkta dovolj velika. To je en aspekt. Drugi aspekt, ki bi ga še želel, preden zaključimo to debato, opozoriti, da največ škode, vsaj v znanstveni literaturi, se naredi s pomočjo nekih prehranskih dopolnil, ki oglašujejo dejansko farmakološko delovanje. Recimo preparati za hujšanje. Spomnim se nekaj primerov priklica teh izdelkov iz ameriškega trga, kjer so dokazali, da prehransko dopolnilo, ki je bilo namenjeno za hujšanje, je dejansko vsebovalo recimo sibutramin, to je bil včasih psihostimulans, ki smo ga kot anorektik uporabljali za zdravljenje debelosti, ampak je zaradi povečane incidence srčno-žilnih zapletov bilo to zdravilo umaknjeno iz tržišča. In sedaj nekateri proizvajalci prehranskih dopolnil dejansko farmakološko kontaminirajo ta prehranska dopolnila, zato da dosegajo neke učinke. In v tem istem prehranskem dopolnilu je bil dodan še fenolftalein, to je ta indikator, ki ga od osnovne šole vsi poznamo, ki sicer deluje odvajalno, se pravi, hitreje potuje črevesna vsebina, je pa seveda kancerogen. In to prehransko dopolnilo, ki je bilo prekricano, je bilo 10 let preprosto na trgu, uporabniki so bili zadovoljni, ker so dejansko hujšali, seveda imeli so anorektik, imeli so odvajalo, so nekaj kilogramov izgubili in potem je FDA naredil inšpekcijski nadzor in seveda ugotovil te nevarne snovi v teh produktih. Nazadnje smo tudi v Sloveniji imeli v Kliničnem centru Ljubljana eno raziskavo, ki je bila objavljena leta 2017 pod vodstvom raziskovalne skupine profesor Borut Štabuca, kjer je pri 4 zdravih posameznicah, ki so želele za tako imenovanimi fat burnerji izgubiti nekaj kilogramov, prišlo do fulminantnega hepatitisa, hude jetrne odpovedi. Vse so bile hospitalizirane, stare so bile med 40 in 55 let. Ena izmed teh predhodno zdravih je potrebovala na koncu transplantacijo jeter. In to se je dogajalo tudi se pravi v Sloveniji, tako da to ni neka tema, ki se dogaja v Ameriki, to se dogaja tudi tukaj. Tako da čistost, kvaliteta teh produktov je mogoče še bolj ključno vprašanje, kot pa diskusija, ali bi lahko z nekaj vnosa vitamina D3 ali koencima Q10 delovali preventivno. To je tisti problem, ki nas dejansko ogroža. In tukaj ponovno, da bi še mogoče naredil eno tako, mogoče en krajši zaključek mojega razmišljanja, kvaliteta proizvajalca tukaj je ključna. Tudi če zdravnik predpiše vitamin D3, je veliko večja verjetnost, da bo produkt kvaliteten, če za njim stoji recimo ena industrija, ki si ne bo privoščila spodrsljaja, da če bi kdo testiral njihov produkt, pa so recimo večja farmacevtska industrija, kot pa eno manjše podjetje, ki mogoče produkt ponuja po zelo nizki ceni, vendar gre bolj ali manj za garažno startupovsko podjetje, ki teh produktov ne kontrolira in so lahko prisotne številne nečistoče, ki direktno ogrožajo zdravje. In v literaturi najdemo veliko teh snovi, ki dejansko ogrožajo zdravje. In pri nekaterih vitaminih, ki so vodotopni, pač
jih posameznik v obliki zelo rumene barve polula, izloči, ker telo ne potrebuje. Problematični sicer so lipofilni vitamini, ampak kontaminanti, o tem danes nismo sicer govorili, so pa mogoče tisti, ki nas pa ogrožajo v tem trenutku bolj, kot pa mogoče ta debata o vitaminu D3. No? Čeprav seveda se strinjam z vsem, kar je bilo povedano. Hvala za besedo. Hvala lepa. Mislim, da bo še profesor Blutovnikova nekaj dodala. Ja, kar se tiče vitamina D3, seveda popolnoma drži, zaradi tega bi jaz mogoče tle še eno novo paradigmo povedala, če mi predpisujemo neko prehransko terapijo kot terapijo, a ne, to se pravi, da zdravimo neko pomanjkanje mikrohranila v tem primeru, je to pač stvar, ki jo napišemo na recept. Tako da jaz nikoli ne rečem pacientu, pejte pa si kupite to pa to, ampak ali mu predpišem sama, za vso, ker to so pač, tako kot je bilo rečeno, tudi farmacevtski pripravki, ki jih kupijo v lekarnah in ki jih uporabljamo, ali pa ga napotim k družinskemu zdravniku, da mu ga predpiše on v primeru, pač, da jaz ne morem, ker ni naš pacient tega predpisati. Tako da moramo si pravzaprav tle tudi nekako razjasniti, da če nekdo nekaj potrebuje kot dopolnilo, mora biti to medicinska terapija, ki jo predpisuje zdravnik v skladu z vsem tem, kar je bilo povedano, in na ta način se potem izognemo temu, da bolniki sami potujejo po sistemu in si moramo tudi prizadevati, da tisto, kar bolnikom koristi, si nekako prizadevamo spraviti na terapevtsko listo, tako kot druga zdravila, ne glede na to, da je to pač hranilo, a ne. In če gremo v tej smeri, potem lahko dejansko to damo tja, kamo spada v medicinsko terapijo, ker takrat, ker pač ne moreš normalno prehrano, imaš pa verjetno res neke zdravstvene probleme, da to potrebuješ dodatno, kadar pa seveda to presega zdravstveni sistem, recimo konkretno pri vrhunskih športnikih, je treba pač investirati v ustrezen denar tudi v zaščito zdravja in preprečevanje kontaminacije, in to športniki zelo dobro vedo. Tako da jaz moram reči, da sem, glede na to, da se s tem ukvarjam na ta način v klinični praksi, danes tudi nekako osebno zadovoljna, da smo se o tem na ta način pogovarjali, ker vidim to res kot velik problem. In tle sem zelo vesela, da je z nami res tudi profesor Žiberna. Tle zelo potrebujemo sodelovanje z farmacevti, da pač uspemo tudi hranila nekako v to obliko terapevtskih pripravkov nekako ukviriti in s tem se seveda tudi še dodatno, kot je bilo rečeno, manjša zdravstvena škoda. Hvala. Zdaj pa tako, jaz mislim, da ta današnja diskusija, vprašanja, ki smo jih dobili, kažejo, da smo zadeli, če tako rečemo, z izborom teme za Svetovni dan zdravja v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, in upam, da bomo s tem sprožili eno širšo slovensko diskusijo o tej problematiki, ki ima za končni cilj bolj zdravo prehrano in bolj zdrave ljudi. Hvala vsem, ki ste prispevali k današnji diskusiji, torej vsem uvodničarjem. Hvala vsem, ki ste bili z nami. In takoj po konferenci bomo vsem posredovali tudi izjavo za javnosti na to tematiko. Naj sami izjavi so pa tudi povezave, torej naslovi, elektronski naslovi govorcev. Če bo kdo potreboval dodatne informacije, bodo z veseljem odgovorili. Vprašanja pa lahko postavite tudi kar na elektronske naslove oziroma medije Društva za zdravje srca in bomo posredovali govorcem. Še enkrat hvala lepa in nasvidenje.